Fatalni dan smo z našimi nominiranci za fatalnega moškega 2019 preživeli v AMZS centru varne vožnje na Vranskem, kjer so se preizkusili na poligonu in ugotovili, kakšni vozniki so. Tam jim je inštruktor varne vožnje Manuel Pungertnik pokazal nekaj trikov in jim skozi različne izzive predstavil naloge. Seveda je pozorno spremljal vsak njihov gib in sproti dajal navodila za izboljšanje odziva glede na okoliščine. Tako so se Saša, Tadej, Matjaž, David in Jernej vsak podali na poligon in preizkusili, kako dobro nadzirajo vozilo, ko je cesta mokra in spolzka, kako se znajdejo pri vožnji v ovinek in kako jim gre od rok vožnja z avtomobilom, ki ima zadnje pnevmatike ovite v plastiko. In kakšni vozniki so naši fatalci? So mislili, da so v resnici boljši, kot je to pokazal poligon? Ja, v bistvu res, se nimam za slabega voznika, ampak sem pa videl, da mi kar nekaj manjka enih izkušenj. Ugotoviš, koliko si v bistvu nemočen v svojem znanju, čeprav misliš, da je zadostno, ampak si totalno nemočen. Na cesti večinoma sem zelo umirjen. Glih toliko dober, kot sem mislil, da sem. Tam nekje mogoče malo tik nad povprečjem, ampak ravno danes sem ugotovil, koliko rezerv je še in kako lahko z treningom pripomoremo k temu, da smo varnejši vozniki. Po vožnji pa je fatalce čakalo še posebno presenečenje. Prava rejli poslastica. Na poligon je namreč prišel nekdanji voznik relija Andrej Jereb in pokazal, kakšna je dinamična vožnja v praksi v predelanem vozilu Toyote. Kako pa je prišel do takega znanja? Ja, tako kot pri vsaki stvari, veliko treninga je potrebno, vaj. V mojem primeru je to 18 let aktivnega dirkanja, pa seveda tudi veliko krogov tukaj na poligonu na Vranskem. Andrej Jereb je tako poskrbel za pravi odmerek adrenalina. Kako pa je biti njegov sovoznik? Noro. Adrenalinsko najprej se zaveš, da ti ne znaš voziti, pol ga opazuješ, kako vse to, kar dela, je njemu totalno enostavno. Ne, top je. Mislim, se vidi, da je profesionalc. Vrhunsko doživetje, malo se ti dviguje v želodcu, tako da ne priporočam lih folku, da veliko je pred to vožnjo, ampak definitivno ful zabavna izkušnja. Tako da vedno znova, ko se peleš z nekom, ki je profesionalen voznik, ki to res obvlada, te navduši. Tega nikoli se ne navadiš. Zame je bilo to prvič lepa izkušnja. Medtem ko sem jaz podoživljal vse te notranje dogajanje v sebi, sem on le smehljal in mi govoril, kako bomo naslednji ovink zdelali. Tako da izjemna izkušnja. Za dobro vožnjo v nepredvidljivih situacijah je tako potrebnih veliko treningov. Samo tako bomo lahko postali kar najboljši vozniki, saj na cesti pogosto ni popravnih izpitov. Pa srečno!